Že 26. zapored pa je zeleni Jurij klical pomlad in želel ljudem dobro srečo na svoj god po starem 24. aprila, čeprav ta svetnik svoj god zdaj praznuje dan prej. Tudi letos ga je po laških ulicah spremljalo številno spremstvo pastirjev in pastiric, sicer šolarjev z osnovne šole Primoža Trubarja, ki to šego ohranjajo. K temu pa jih spodbujajo njihovi učitelji in člani etno odbora Jureta Krašovca. Gre za narodopisno posebnost, o kateri piše že Orožnova zgodovina dekanije Laško iz leta 1888. Obujal pa jo je tudi ravnatelj Juro Kislinger v 30 letih prejšnjega stoletja. Šolarji vsakič krenejo iz šole v Debru proti mestu, vmes se ustavljajo in pobirajo darila. Zanje pa se zeleni Jurij zahvali tako, da 3-krat poskoči. Vmes pojejo, dečki trobijo na rogove. Letos se je sicer silil dež, a so ga pregnali in da bi bil Jurjev sprevod nekaj posebnega, so ob tem še posadili lipo. To sta storila predsednik čebelarskega društva in župan. Čebelarji ste letos začeli z eno plemenito akcijo, bomo rekli, posaditi čim več avtohtonih slovenskih medovitih rastlin oziroma drevnin. Tudi tukaj bo zdaj ena lipa že raste, ne? Ja, tako je. Sicer akcija sajenja medovitih rastlin že poteka kar nekaj let, ampak letošnja akcija Čebelarske zveze in pa podjetja Medex, imenovana Kar človek posadi, to čebelo praši, je pač namenjena sajenju lip, ki so bile dobavljene v bistvu vsem slovenskim županom, tudi nekaterim poslancem, ki so jih že sadili v Brdu pri Kranju. No, ta lipa, ko smo jo danes usadili tle na Evstafijevem vrtu, je pač ena od teh in je namenjena seveda opozarjanju, apeliranju na občinske službe, da bi na javnih površinah v svojih občinah sadili čim več avtohtonih rastlin. Če so pa to še medovite, še pa toliko bolj za nas čebelarje, ki imamo zaradi, bi rekel, ponekod, pa nam ravno ne, zaradi načina kmetovanja, če dali manj možnosti priti do prave hrane za čebele. Gospod župan, še eno lipo ste posadili, tista prva v parku zdaj raste, tale tudi bo najbrž, ne? Jaz sem prepričan, da bo. Lipa je posajena z dobrim namenom. Je ob dnevu, ko praznujemo Laškim tudi zelenega Jurija, obleka zelenega Jurija je tudi ponovadi bila iz lipovega listja. Po drugi strani pa tudi v bistvu tule nekako smo se dogovorili že pred časom, da bomo skupaj s društvom čebelarjev Laško obnovili tudi tale čebelnjak, in ker je lipa je tudi medovita rastlina, mislim, da vse skupaj zelo lepo sovpada z današnjim dnem. Dejstvo je, da dokler bo čebele, bomo tudi mi, ko bo čebel z njim kako lepa, da tudi mi nima veliko šans preživetja. Tole je nujno, ne? So pa zaupali tajniku. Lepo. Se pravi, vaš oče starosta laških čebelarjev, na tem njegovem vrtu pravzaprav zdaj raste tale lipa. Kakšne spomine imate na to obdobje? To ste mi kar dobro zastavili, ker ste mi kar neugodno čustveno situacijo postavili. Ker moram reči, da je seveda oče bil res srcem in dušo čebelar. Imel vse priznanje, koliko jih je sploh mogoče dobiti v Sloveniji, pa tudi v Zagrebu, iz Zagreba, sosednje Hrvaške, in je deloval na tem področju resnično celo življenje. Ko je bil star 80 let, ni nehal, celo ko je bil na smrtni postelji, je rekel, čebelar bi še rad bil naprej. Dajte si novi, bodite čebelari. Žal jaz nisem in tudi drugi brat ne, ker smo malo alergični na čebele in smo seveda morali nekako to pustiti. In danes mi je en srečen dan, da je občina skupaj s čebelarskim društvom Laško, ki mu dam vso priznanje v teh letih, v imenu očeta, se odločila, da to naredi en, bi rekel, skromen kraj za razvoj čebelarstva, za mladino, ki bo bodoči čebelari, in za ureditev tega okoliša, mini okoliša, s to posaditvijo slovenske lipe. Res sem jim hvaležen za to in oče bi bil danes izjemno vesel. On ima veliko storij takih in te čebelari vedo,
lahko bi pisal knjige. Jurjev sprevod je nato še nadaljeval pot po Laških ulicah in svojo glasno klicanje pomladi s prtci, petjem in harmoniko sklenil kot običajno na občinskem dvorišču. Letos so jurjevalci svojo službo vzeli še posebej resno in so trobili in pihali v svoje rogove, da je bilo kaj. Najboljše so se z najdaljšimi in najglasnejšimi rogovi odrezali Matic Lokovšek kot prvi, Žan Pavlovič kot drugi in Samo Čibej ter Aljoša Pajk, ki sta si razdelila tretje mesto, ker sta imela rogove enake dolžine in tudi jakosti. Dobro, mikrofon posodite, Trobi. Nika, mikrofon. Pri Trobi. Dobro, še ti. Dobro, prdiš. Ok, še enkrat ti, da še tebe slišimo. Ti bom pomagal. Ostali del Jurjevega sprevoda pa se je veselil z rajalnimi in pastirskimi igrami. Za vsak primer, kdo ve, kdaj bo spet treba v pastirsko službo, saj časi niso rožnati in se zgodovina hitro lahko ponovi.